Prvo uro je matematika in danes osmošolci računajo ploščino kroga. Snov je zapletena, a ker jo učiteljica predstavi na dinamičen način, ji učenci z lahkoto sledijo. Pa te tudi vleče, da bi naprej še delal, če pa ura nezanimiva, pa spiš, si pa na telefonu. Zbranost pri pouku pa ni odvisna le od snovi in učitelja, ampak tudi od tega, ali učenci k pouku prihajajo naspani. Jaz ponavadi hodim kar dosti pozno spat, mogoče pol dveh. Pač vsaj berem, ker ne najdem časa, da me to nimam. Trening sem imel, pa prijem domov, pa se moram učiti, pa pol še malo televizije in pol zjutraj se zbudiš bolj tak zaspan, zaliman. Najnovejša raziskava Univerze Boston College, ki je proučevala več kot 500 000 četrtošolcev in osmošolcev iz 50 držav, je pokazala, da so najbolj nenaspani otroci iz Združenih držav Amerike. In to kar 73%. V Sloveniji je približno polovica otrok nenaspanih in zato težje sledijo matematiki, slovenščini in naravoslovju. Učitelji se s tem spopadajo na različne načine. Če poveš kakšno zgodbico, snov malo bolj enostavno podaš, vidiš, da je težja, ker sigurno tudi to pripomore k temu, da so otroci bolj zbrani, če lahko sledijo. Kot kaže raziskava, so glavni krivci za krajšanje spanca računalniki in telefoni. Pošljem frendu SMS in pa se začneva pogovarjati in se to čisto zavleče do 2 zjutraj ali pa 1 zjutraj in pa nimam časa vmes, da bi se učil. Svetloba z ekrana namreč zavira izločanje spalnega hormona, zato nismo zaspani. Zato 1 uro pred spanjem ugasnite telefon, računalnik in televizijo.